Zdaj mi pa vi povejte, ne, ko javnosti prenašate, na katerem mestu je igral zdaj Kevin Campbell? Torej gre za osebni spor s Kevinom Campbellom. Ne gre za osebni spor. Vi mi povejte zdaj, ker spremljate Kevina Campbella. Jaz pa zdaj pa. A mi lahko poveste zdaj, na katerem mestu ima veze, da ljudem poveste, na koliko spremljate vi nogomet in koliko spremljate Kevina Campbella. Povejte, no. Niste mi odgovorili na vprašanje. Ne, no, vidite, ko ne veste, ne, in se sprenevedate zdaj, ne, na katerem mestu je igral Kevin Campbell od kadar je prišel v Leipzig zdaj. Na tistem, v katerem bi lahko tudi reprezentanci, po mojem mnenju. Na katerem mestu je igral? Kaj ima to veze? Ima veze. Kako nima veze? Zato, ker ne spremljate. Meni pa bo tako spremljal. No, pa vi povejte. Na katerem mestu je igral? Kevin Campbell, kaj ima veze, ki je igral v klubu? Ja. A nima veze? V reprezentanco bo pa prišel, jaz igram zadnjega veznega. A tako? Je takšna njegova odločitev, to pač on misli, da mora igrati. On misli? Ja, on misli, ja. Ja, tako v reprezentanci potem pa ne more biti. Mislim, da bo časa za te pogovore še dovolj, da bo tudi časa dovolj za različne analize po kvalifikacijah. On pa ne ve, pa se dela pametanja. Tako da prosim, da nadaljujemo s novinarsko konferenco. Vse ni problem. Pa se smejte. Pa tudi približno ne vete, kva dečko dela, ne. Videti pa znate, to pa slakate. Verjetno. Dejan Mitrović, ekipa. Najprej rad povedal, da pišem to, kar mislim sam, da me noben nič ne narekuje. Vprašanje, se vam ne zdi, da ste tudi vi zadolženi za to, da se ustvari ta dobra klima? Recimo Igor Kokoško je s košarkarsko reprezentanco ustvaril odlično klimo, prišli so do naslova evropskega prvaka. Se vam ne zdi, da tudi pri vas leži ta neka odgovornost, da se naredi pozitivna klima, da vas fantje, tako ste rekli, sami spoštujejo, da ne tvitajo takih stvari, da ne zavračajo nastopa za reprezentanco in tako naprej. Lejte, jaz vam bom še enkrat povedal. Čestitke pa Kokoškovu, fantom, košarkarjem, za čas, kapo 10krat dol, to, kar so naredili, primerjavo delati pa zdaj med nogometom pa košarkarsko reprezentanco, to je pa tako luna, zemlja, ne, ustvariti nekaj, seveda, ker imaš ti 2 meseca, fante, na pripravah, kot prvo jih narediš lahko nove, v fizičnem smislu, v taktičnem smislu, atmosfero lahko držiš. Mi se zberemo v ponedeljek, imamo v torek trening in igramo v četrtek tekmo. Mislim, primerjave dela, 3 leta je eno te isto, zberemo se na 3 mesece, imamo 2 treninga in to, če je to za vas isto, ne, delati kemijo in to potem vprašanje zelo na mestu. Tako da seveda, jaz sem ta odgovoren, mi v reprezentanci imamo klimo odlično. Eden igralec ali 2 ne bosta pokvarila klime. Ravno zaradi tega nekoga ni na spisku. Ravno zaradi tega. Eden ali 2 niso 23, ali 25, ali 30 in nikoli ne bo. Vam je pa to zanimivo zaradi tega, ker je moderno seveda iskati negativo. Vse je trenutek, meni je to jasno, vam paše negativa, vam paše Katanca spluvat, vam paše vse spluvat. Seveda, potem pa ne bi najdel enega, najte Cesarja, najte Mevljo, najte tega, kakšen je faktor Verbič. Prosim vam. Kakšen je faktor Verbič? 3 tekme v reprezentanci, pa ko golo. Kakšen je to faktor za Slovenijo? Jaz sem ga dal v reprezentanco, pri meni je začel brcati, fant ima, da se razvija, jaz nimam nič proti njemu. Ampak očitno, da niso določeni fante, predvsem ta generacija mlada, imajo oni še kilometer za narediti. Vi se pa raje vprašate, zakaj igralci, ki grejo iz slovenske lige ven, zakaj se vračajo? To so vaša vprašanja. Ne selektorska. Zakaj jih je plejada? Zakaj je šel ven Vršič, pa ni 2 žoge brcnil?
Zakaj je šel ven, koliko jih je šlo, pa ne zdaj potem iskati, aha, kaj bo odgovoril. Imamo jih milijon, pa smo štartali pravite 5 let. Ja, 5 let. Jaz vem, koliko traja, samo jaz ne morem, jaz nimam seveda vzvodov, da potem TV Slovenija, ne, gre Einstein na televizijo pa reče, da moram jaz kondicijske trenerje pošiljati igralcem v klub. Mislim, a smo mi budale, ne? Ne, to vse funkcionira. TV Slovenija, to fino delamo. Same moje, ki me imajo radi, ne? Sami taki so tam, ne? Ambenga normalnega, ki dejansko pa jih je, ne? Sam jih ni. Se nočejo eksponirati, ker vejo, kakva situacija in situacija z našo reprezentanco je ponovno, smo na enem, jaz ne morem, zakaj Lazareviča ni več nikjer. Če ne igra, ne trenira, tudi kluba nima, ne? Pa ne samo on, takih imamo 10, ampak ni bila, jaz ne vem, zakaj ste začeli za današnjo novinarsko tako, ker imamo tekmo z Anglijo, vemo, kaj nas čaka, če pa želite, ne, jaz sem tukaj najmanjši problem, boste videli, no? Boste videli, se sami, če greste analizirati, kaj se je v zadnjih 5 letih dogajalo, in mojo prvo novinarsko konferenco, poglejte si jo. Še enkrat vam polagam na srce, če ste pošteni, poglejte si jo. Kaj sem rekel takrat, kaj se bo dogajalo? In točno to se dogaja. Jaz pa s kvalifikacijami tudi temi sedaj. Ste me spraševali pred tekmo, kjero slovaško matematika, ne? Iz točkami gor, dol, kaj bi bilo. Tudi danes. Jaz kaj bi v teh kvalifikacijah samo popravil, če bi lahko. Tekma z Litvo, ki smo jo morali zmagati, kjer smo bili boljši in smo imeli 15 šans, so 2 točke, bi imeli 16, ne? Pa tekmo rečemo, ko smo bili boljši za Anglijo, ki pa ne bi nobeden pričakoval, še 2 točke. In tebi se v kvalifikacijah zgodi normalno od 8 tekem, da boš imel določene tekme, boš imel slabe, je nemogoče, je ni reprezentance, pogledajte, če greste analizirati in Hrvaško in vse, tudi večje reprezentance z zaklasnimi igralci imajo težave. Torej, če bi mi imeli danes 18 točk, bi bili v popolnoma isti situaciji, kot smo danes. V popolnoma isti situaciji. Točkovno in mi zadnje 2 tekme bi morali točke nabrati, če jih ne bi tudi za 18 točkami ne bi bili nikjer. Ker bosta bile Slovaška, če mi 2 tekme tudi za 18 zgubimo, pod narekovaji, ne, pa ne bomo, bi imeli 18 in bi bili 3, pa spet ne bi bilo nič. Pa bi v principu bilo tako, da takrat moje prve kvalifikacije, ki sem vodil, smo zaključili tekmovanje v skupinskem delu, ne, z 17 točkami, z negativno gol diferenco. To, ki pa potencirate vse, kaj sem naredil dobro, kaj se štejem v čas, tako, kaj nič ne funkcionira, ne, in tako, mi imamo gol diferenco 10-4. 4 gole smo dobili v 8 tekmah. Saj nekaj lahko rečete, če ste pošteni, pismo to je pa nekje. Bom rekel, nek rezultat, nekaj pa smo naredili. Zdaj pa, da mi nimamo naprej, zakaj ne igrajo določeni igralci v klubih, zakaj ni bilo Matavža 2 leti nikjer, zakaj zdaj nimamo napadalca, ki ne igrajo, to se vprašajte. Jaz pa zmisliti igralce ne morem, to vam pa jaz podpišem, znotraj pa ene ekipe, karakterno, jaz fante ne morem spoznavati, sploh ne na takšen način. Nobeden jih ne more spoznavati. Kaj se bo dogajalo v glavah fantov, ki grejo ven, nepripravljeni, mogoče in fizično in v taktičnem smislu to, pa še denar zdravo. Jaz pa to ne morem iti v glave teh fantov, kaj oni mislijo o sebi, kaj so oni. Še kakšno vprašanje vezano na prihajajoči tekme? Kakšen je načrt za premagati Anglijo in Boža, na to se dogaja? Božidar Bulat, Pop TV, 24 ur. Kakšen je načrt za premagati Anglijo in pa Škotsko? Načrt bo strnjeno branjenje,
vsi bojo morali biti na 120%, kompaktni, čvrsti, v 30-35 metrov, preživeti določene trenutke, srečo imeti, dobrega golmana. To je resnica. Boljši so, če samo včeraj pogledam, Kane je dal 3, včeraj pa tam, tako da, če se gre pogledat, seveda to me skrbi, ampak vem, kako lahko pridemo do nečesa, da bom pa rekel jaz, da smo boljši in da bom zavajal javnost, da mi lahko da zmagamo sigurno, to jaz pa delu ne bom. Ker nimamo reprezentance take, fantje pa pridejo v reprezentanco, ko govorite o atmosferi, o klimi v ekipi, jaz nisem še doživel, da bi fante na treningu 5 let sem, da bi se enkrat skregali, jaz jih vidim, da se smejo, jaz vidim, da je atmosfera dobra, seveda, kreira pa rezultat, pa kreirate vi potem na podlagi rezultata, kreirate vi potem atmosfero. To pa stoji in to imate pravico. Še kakšno vprašanje? Aljaž Golčar, Radio Slovenija. Glede nasprotnika po tekmi z Litvo, ste dejali selektor, da pustimo se presenetiti, da seveda je nogomet igra, kjer lahko zmaga tudi slabši nasprotnik. Anglija pa je zdaj v res dobri formi, predvsem kar se tiče Harryja Kanea, na kaj bo potrebno najbolj paziti, kakšna bo torej priprava. Recimo Malta je povzročala Angliji precej težav z nekoliko bolj defenzivnim pristopom, kakšen bo naš? Saj sem že prej povedal, defenzivni pristop bo itak, ker mi na posest proti Angliji edina reprezentanca, ki mi je 45 minut parirala iz poseso, je bila zadnja tekma iz Slovaško. Slovaki so, mislim, da so imeli 2% več žogov od njih, ampak to prvi počas, drug počas jih je pobrala čist. Govorim Slovake, niso mogli hoditi več pol, tako da zakaj je temu bilo tako, ne bom svoj govoril. Tako da, vse sem vam že prej povedal, strnjena obramba, čvrsta, ne samo da je Kane, žoga do Kanea mora priti, seveda, imajo, predvsem, treba bo izredno veliko teč, izredno veliko brati situacijo, anticipirati prej, ker brez tega proti Angležem ali pa proti bilo kjeri malo bolj vrhunski ekipi ali vrhunski ekipi brez tega absolutno ne gre, ne moreš. Tudi včeraj ste videli, da čim imajo določeno kvaliteto, gremo v težave in to je popolnoma normalno tako. Zakaj bi se zdaj iz nas delali nekaj, kar pač nismo na takem nivoju, imamo pa voljo in željo presenetiti. Seveda, to pa imamo pravico imeti vero v to, da v nogometu lahko tudi žoga zadane 10-krat v stativo, če si to ti zaslužiš, da imaš srečo, seveda moš pa tudi ti nekaj postoriti v fazi napadanja, gol bomo morali dati, brez da pa daš gol, pa zmagati ne moraš. Tako da je pa seveda proti Angležem sploh izredno dobro imajo boke, zadnji so ofenzivni, predvsem Walker je gor izredno veliko, po tej desni strani so delali probleme veliko reprezentancam, tudi levi bok je vrhunski, imajo te mlade igralce, ki se na igrišču vsaj izgleda tako zabavajo, hitri so, imajo pač kvaliteto, da so izredno hitri, tako da, ampak štarta se pa iz nič potem nič, tako da jaz sem tudi fantom povedal, tako da kar se tiče atmosfere, da boste vedeli, da lahko prenesete ljudje, mi smo bili po Litvi, je v slačilnici bili, vsi smo se verjetno stepali, mene ni ben pozdravil, ko so šli, tako da jaz pa vem, da je bilo obratno, da so vsi prišli k meni in ne pozdravili, ker sem jim povedal že pred tekmo z Litvo, naj to zmagajo, v nogometu, mogoče je nogomet edini šport, sem vam velikokrat povedal, da lahko tudi veliko slabši nasprotnik zmaga. Zakaj je to tako? Ne vem, to je v košarki izredno težko, v rokometu še manj verjeten, tako da imamo vero še v to, da se da, zakaj ne? Tako da jaz bom postoril vse,
Tako da tudi takle tweet me ne bo nič motil. Tako da, kar se tiče Benjamina, je lahko miren, ne. Ima pa igrišče, ne. Ima pa, da posluša avtoriteto, ne. Ker on ni v principu mene s tem, da mene ne posluša, ne, ali bilo kjer kdo drug. On ne dela to škodo meni. On dela škodo, ali bilo kjer ta drug dela škodo skupini, prvo, dela škodo ljudem doma, ki iz vsem srcem navijajo, ne. Jaz sem pa ta, da iz svojo, seveda, če me spoštuje, da mu prenesem vse, ker to mi pa ne morete negirati, da sem že kar nekaj kilometrov v nogometu naredil, ne, in da vem, kaj morajo narediti. Če ne, oni niso meni naredili nič. Mene tlele bom še, ali pa ne bom več, to sploh nima pomena, je važno, kako bojo oni med sabo živeli. To je najbolj važno. Pred naslednjim vprašanjem še nekaj informacij. Nogometna zveza Slovenije, torej vstopnice za tekmo s Škotsko so že v prodaji. 1 evro vsake prodajne vstopnice bo to prešel Združenju Evropa Dona, to je Slovensko združenje za boj proti raku dojk. Torej NZS in Evropa Dona so združila moči v ozaveščanju o problematiki te bolezni, ki prizadene, za katero vsako leto v Sloveniji zbolijo 3 ženske. Kampanjo o ozaveščanju v boju proti raku so podprli tudi slovenski reprezentanti in upamo, da bo tudi iz tega vidika čim večji del ljudi lahko opozorimo na to bolezen. Preden gremo na naslednjo vprašanje, bi pač prosil, da se res osredotočimo spet na tekmo z Anglijo in pa Škotsko, tako da kar nadaljujemo tam. Andrej Milkovič, Kika, pozdravljeni selektor, jaz bi se v popolnosti osredotočil na to tekmo in se navezal, hvala za iztočnico. Torej, potrebujemo podporo navijačev, očitno bo zadeva tudi dobrodelne narave. Mene zanima, selektor ustraja pri pozivu, naj ljudje ostanejo doma, tisti, ki jih ni bilo proti Litvi, ali je pripravljen ta poziv preklicati? Ne bi komentiral. Mislim, da je bila ta zadeva povzeta tudi iz konteksta na zadnji novinarski konferenci, tako da bi prosil za naslednje vprašanje. Mogoče malo o igralcih, če lahko kakšno vprašanje. Če ste kaj govoril zdaj z Josipom Miličićem, kako se počuti in kaj se dogaja z Renejem Krhinom in pa Romanom Bezakom, ki ste ga poklicali kljub temu, da ne igra. S temi tremi lahko malce razložite. Govoril sem z Romanom, seveda, ravno to, ker v teh 5 letih za te 2 zadnje tekme predvsem nam manjka nekaj hitrosti. Žal se z Romanom tudi dogaja v zadnjih, ne samo v zadnjem, bom rekel 6 mesecih, pa 1 leto, ne, da je šel ven, pa se potem narekel vrnil spet, pa je zdaj spet na ničeber. On je meni zagotovo, da je v fizični kondiciji dobri. Jaz smatram, da nam lahko proti Angležem, predvsem tam, da nam lahko pomaga za svojo energijo. Tudi verjamem, da mi je na nek način zahvalen, da je v reprezentanci in to šteje, tako da z Renejem se pa dogaja leta in leta podobno, zelo mala minutaža, tako da bomo videli, kaj delati z njim, tako da ker smo ustrajali dolga leta z njim, tudi igral je skozi, pa ni v klubu bil niti mogoče na klopi. Nekako smo to mi uspeli v 2-3 treningih ga usposobiti, da je odigral tudi zelo dobre tekme, tudi kljub temu, da ni odigral nič. Kar se pa Jojota tiče, sem ga pa poklical tako, ja, in sva se, tako da no, vsaj mi ne morete učitati, da imam z Jojotom dobre odnose, tako da je rekel, vprašal sem da sam, kjera noga je bila, tako da je rekel, da je desna in tak ne rabiš, tako da se še malo nasmejamo, tako da je v redu Jojo, tako da Hvala lepo. Vprašanje? Jaz bi sam še navezal, rekli ste, da treba bo gol dati Roman Bezjak, tam ste rekli, ne igra. Tudi Andraž Porar pa v zadnjem času čisto izpadel. Ja. Kakšno je? To je naše stanje,
slovenske reprezentance v tem trenutku. A imate vi kakšno idejo, a imate vi poznate kje igralca, kjer ga jaz resnično sprašujem. Tukaj, da bi jaz vas praviš, imate idejo do čnaki? Ja, ne, take imamo, to imamo zdaj v tem trenutku. In jaz poskušam poklicati igralce, ki mislim, da bojo, ki mislim. Jaz ne vidim. A me razumete, jaz če ne vidim, ne morem vedeti, kaj se bo dogajalo v naprej. Žal je pa situacija takšna. Vi pa imate pravico, ja, mogoče mi reči, pa poklič, ne vem, enega iz Celja mogoče, ali pa iz Olimpije, ali pa jih, tako. V tem trenutku nimamo, mi nikjer. Tudi ti, ki so šli, govorim zdaj na pamet, v Francijo, tam odigrajo tekmo 2, ne igrajo. Jaz ne morem igralce poklicati, če jih ne vidim, že tako delam z določenimi tako, ker vem na to karto, da bojo dejansko bili zahvalni, da pridejo in da pustijo srce in vse na igrišču, pa kar bo. Jaz s tem nimam problema. Zdaj pa, če pa vi želite, jaz bi tudi rad poklical Kejna, pa rad bi poklical Ronalda, če bi ga imel, pa rad bi poklical Zakoviča, če bi ga imel, ne? Tizga, ta pravga, ne? Ja, to je tako, pa pač nimamo, ne? In jaz sem zdaj v tem trenutku stojim za vsemi mojimi stvarmi, ki sem jih delal v življenju in tudi zdaj. In vem, da imamo, samo to ne, vem, da pa imajo fante, ko pridejo v reprezentanco, dajo zmeraj vse od sebe, zmeraj vse, seveda je pa tudi tam nasprotnik. Je nasprotnik, ki je to kvaliteten, malo več kvaliteten in ki je na top nivoju. In seveda potem imamo na določenih tekmah probleme. Ampak to je za mene popolnoma normalno in bi, kar se mene tiče tega. Zdaj pa seveda, če pa vi prenašate, tudi včeraj gledam tekmo, ne, pri tekmo se govori, da je to skoraj egal, da se bo proba ne vem kaj, ne, in potem to zgleda tako, kot zgleda. Meni nič abnormalnega. Bodimo veseli, da imamo Maribor v Champions League in oni sami, ne, ampak več kot to, bodimo pa z nogami na tleh, ker ko pridejo nasprotniki, lahko v danem trenutku samo igraš tako, kot ti nasprotnik dovoli, ne to, kar bi ti želel delati. In tudi mi smo takšni, ne, in tudi oni so takšni, in tudi klubi slovenske lige, a to je povsod isto. Zdaj pa, če bi mi želeli pa iz nečesa umetno ustvariti nekaj tam topne, ne da se to. Da se samo z delom in delom in delom in slovenska reprezentanca bo spet. In je dobra, tudi zdaj so fantje dobri in naredijo vse to, kaj je v njihovih močeh. Vi pa in jaz tudi gledate preveč nogometa, tudi ne, gledate čuda Božja, pa driblajo, pa ne driblajo, mi tega v tem trenutku nismo sposobni in to je to. Imamo pa voljo in željo in ljudem doma polagam na srce samo to, da fantje naredijo. Vi pa lahko oblatite mene, ko hočete, to je s tem nimam sploh problema. Pa iz Twitterji, pa iz Facebooki, pa to sreča, jaz tega ne znam, niti se grem in še tole je. Zato za novo generacijo je problematika telefon, je problematika marsikaj, kompjuterji, marsikaj tviti, ker več se boš, da bi trenirali, kukor da bi tvitali. Dajmo še zadnje vprašanje, Damjan. Pozdravljam selektor Damjan Medica, Planet TV, če smo že pri igralcih po mladi generaciji. Jan Repac, eden boljših proti Litvi, tudi igral v Franciji, kako ste ga spremljali, oziroma koliko je uporaben s svojo hitrostjo in agilnostjo in pač z neizkušenostjo proti Angliji. Tako, govorimo o fantu, ki mu zdaj dajte čas, fant ima eno tekmo v reprezentanci, torej to pokličite vsod po svetu in vprašajte trenerje, veliko boljše od mene, kaj pomeni to, pa mu povejte primer, da je dečko igral eno tekmo proti Litvi in zdaj ali ga dati igrati na tekmi na Wembleyju pri 50, 60, 70, 80 tisoč ljudi, ali je on uporaben. Tako. Jaz pa želim, fantje, mlad, priden, delaven, gledal sem ga tekme zdaj v klubu, jaz osebno bi želel tudi tam
v klubu seveda je nov pa vse, gledal sem ga par tekem, kdaj mu ne podajo, kdaj mu tako, fajn pa dela in gara in pusti ga, da se razvija. In želim njemu in vsem tem, ki so zunaj, da imajo minutažo, da če so napadači, da zabijajo, če so obrambni, da branijo, tako kako treba, in to se vse, ko se to vidi, ne, in ko selektor to vidi, potem je nekako lahko bolj miren. V tem trenutku, v zadnjem periodu, so pa bili trenutki, ko dejansko določene stvari ne vidiš in potem seveda je veliko težje upravljati ta poklic, ki ga upravljam v takih pogojih, ker se stvari enostavno ne vidijo. Mi pa igramo tudi, seveda, ne moramo skozi igrati proti Litvi ali Malti ali ne vem komu, moramo igrati tudi proti boljšim od sebe.